Dr. Slavica Šinkovec se je rodila 28. septembra leta 1929 v Grabah pri Križevcih pri Ljutomeru. Diplomirala je leta 1954 na Agronomsko-gozdarski fakulteti v Ljubljani. Leta 1964 je doktorirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Je upokojena, od leta 1954 do leta 1990 je bila zaposlena na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, današnji Biotehniški fakulteti v Ljubljani, od leta 1978 kot redna profesorica. Sodelovala je pri rajonizaciji vinogradništva v Sloveniji in pri pripravi zemljevidov s klasifikacijo vinogradniških leg v Podravskem vinorodnem rajonu. Preučevala je fiziološko dozorelost lesa ameriških trtnih podlag, tehnološko zrelost grozdja ter industrijski način proizvodnje penin. Opravila je izolacijo in determinacijo avtohtonih kvasovk slovenskih vinorodnih rajonov in jih selekcionirala za vodeno alkoholno vrenje belih, rdečih in penečih vin. Na področju vinogradništva in vinarstva je delovala tudi v Avstriji, Nemčiji in Italiji. Leta 2004 je postala zaslužna profesorica Ljubljanske univerze. Prejela je tudi naslov velika dama z viteškim križcem Evropskega viteškega reda vin. Pomurska akademkinja dr. Slavica Šinkovec je ena izmed ustanovnih članic Pomurske akademije in tudi ena izmed naših starosta. Že od samega začetka smo sicer bili veseli, da je prišla na našo konferenco ali na kakšenkoli drugi dogodek, na kakšenkoli drugo predavanje, zato ker z svojo širino in z svojo energijo nam sin da še dodatno volov. In Pomurska akademkinja dr. Slavica Šinkovec je tudi prva doktorica vinarstva vina v Sloveniji. Sicer je fajn bilo poslušati, kako nam je učila, je šla v tujino po znanje in še lepše, ko je z tem znanjem prišla nazaj, pri nas ustvarila katedro, ustanovila katedro za vinarstvo in ko imamo v Sloveniji tako dobra kakovostna vina, smo v veliki meri lejko zahvalni Glinjoj. Je pa Pomurska akademkinja dr. Slavica Šinkovec ti fejst natančna. In njeno knjižno predavanje, da se točno v ton pokazalo. Na primeri šipona, nam vsem dobrega vina, znanega vina, da nam pokazala, kakšna je razlika, če natančno gledamo avtohtonost sorte in avtohtonost ime. Ko ne bi zavolo toga prišlo do kakšnega kreganja v tujini, je to predavanje toliko bolj zanimivo in probajmo se z njega toliko več tudi navčiti, ko bomo vsi v Kiper natančni, tam gdje to moramo biti in ko bomo tudi z sosedi zavolo toga lejko toliko boljši. Bela vinska sorta šipon je bila k nam prinesena iz severa Italije Piemonte za časa pohoda rimskih legij preko našega ozemlja proti severu Evrope. Zaradi boljše oskrbe vojske z vinom so Rimljani pospeševali vinogradništvo lepega dela Evrope. Sorta Fioramonte je prav na območju ljutomerskih hribov našla ekološke danosti, kjer je lahko trta optimalno razvila svoj genski kakovostni potencial, saj je vino kot echte Ljutenberger, žlahtni Ljutomerčan, bilo na dvorih Avstrije zelo cenjeno. Leta 1948 so vsa državna vinogradniška posestva pri nas pričela s pozitivno, nato negativno in končno sklonsko selekcijo. Klone odlikuje visoka rodnost, ki jo je potrebno regulirati z manjšo obremenitvijo trte pri rezi, če želimo pridelati vino vrhunske kakovosti. Zato pa sorta šipon ni avtohtona sorta, ampak je šipon avtohtono ime, ki ima korenine v vzklikih Sibon, francosko govorečih križarjev. To so domačini zaselka Jeruzalem osvojili kot šipon. V stari literaturi obstajajo številni sinonimi za sorto šipon. Skozi več stoletij so k slovesu ljutomerskih vin, predvsem sorte šipon, veliko prispevali avstrijski vladarji. Po statističnih podatkih leta 1873 je bila šipon prevladujoča sorta Štajerske, zlasti današnjega podokoliša Ljutomer-Ormož. Govorila o sorti šipon in avtohtonosti
da ni to naša avtohtona sorta, kot so mislili, kot so celo objavili v 80-ih letih, ne ta daleč nazaj, kar tak pred 30 leti, ko so objavili na veliko Šipon, Jeruzalem, to je naša avtohtona sorta. In so se oglasili na eni strani Madžari, na drugi strani Hrvati in je bil velik spor. Jaz, kot ko sem šla iz vinogradništva na področje enologije, ker je to pač na vsem lepem postala znanost, ker vemo, da tamle leta 1800 in nekaj so smatrali, da je alkoholno vrenje pravzaprav nekaj čudež, da to brbota brez ognja. In niso vedeli, da to delajo tele male živalce, ki jim pravimo mikroorganizmi in to kvasovke. In seveda zdaj se je začela biokemija in zdaj se je začelo tole razvijati in na vsem lepem jaz, ki sem na ljubljanski fakulteti diplomirala na novo ustanovljeni, druga generacija, sem prva diplomirala iz ene kmetijske panoge, iz vinogradništva. Vse diplome so bile na urejanje tega gospodarskega posestva, drugega, tretjega, bolj živinorejskega, bolj poljedelskega in tako dalje. In na eno področje samo, vinogradništvo, ni bilo naloge, se ni šlo. No, jaz sem uspela dobiti ta naslov in sem obdelala, sem rekla, nimam štipendije, bom obdelala, da bom lahko s kolesom hodila po teh goricah, pobirala zemljo za analize in tako dalje in sem diplomirala na obdelavi podatkov, ki so bili na terenu prej narejeni. Bom rekla, tu Prekmurje kot vinogradniške področje ali okoliš ni bilo tako rekoč nič. Odlok je izšel leta 1948 o mikrorajonizaciji, ker se je to smatralo kot priključeni del in ni bilo obdelano prej za časa Avstro-Ogrska, pa ni obdelala, Avstro-Ogrske, Mura-Leme je bila. Tu se ni delalo nič. Vsi okraji so pa morali narediti komisijsko pregledati vse vinograde in narediti klasifikacijo in mikrorajonizacijo. Ko je Prekmurje je bilo zemljevid brez vinogradniških leg, potem je prišel, smo imeli Prekmurci, ker jaz sem lahko Prekmurka, pa sem lahko tudi Prlečka, ne? Je prišel kuhar Štefan, mogoče se boste ga spomnili, ampak nekateri prav ta stari mogoče, ta mladi ne, on je bil na radiju Ljubljana. In on je bil navdušen, ki je tle domačin bil in je vedel, da Lendavske gorice pa je le lepih rib, goric in da so dobra vina rastejo. In je prišel na fakultetu in je gnavo, kako to. In smo poslali, okraj je odgovoril. Vodila je pa to dejansko katedra, ni bila še takrat katedra, ne vem, ena delovna enota, ker sem jaz bila tako rekoč izvajalec. Profesor je bil ime, jaz pa asistent, ki sem lahko delala. In potem smo se dogovorili, jaz sem telefonirala, kaj je s tem, tle na okraj, Murska Sobota je bila, vem, da je bila kar vključena. So rekli, oprostite, po planu mi, vse je pa plansko kmetijstvo bilo, po planu mi nimamo predvideno na teh hribih vinogradov, ki imamo goričko Lendava, ampak sadjarstvo. Vidite, kakorkoli vse je pa na koncu odvisno od tega, ki na terenu dela. Vi ste edini, ki ste s površinami rasli in ima Prekmurje zdaj tako rekoč okrog 1000 hektarjev registriranih vinogradniških površin. Šmarnico pa hibride se zamenjali žlahtno sorto in v karti na karti Lendavske gorice pa so samo Lendave in Strehovci, ne vem, kje so tam vinogradi, jih ne poznam. Hočem to povedati, potem sem jaz šla
mikrobiologijo, pa na biokemijo, ker vinarstvo je to. In nismo nič točkovali. Tu si lahko samo delal, ker povsod, kjer si začel delati, če si hotel delati, si imel dela še in še. Mi smo uspeli takrat, prav za tole področje Podravske dežela, zdaj še prej pa bila rajon, smo uspeli narediti tudi na podlagi specialk merilo 1:25,000 vinogradniške karte za vsaki okoliš. Lendavske gorice so na pobudu tega, ki je vztrajal, smo dali, ampak Lendavske gorice so kot take in Strehovci nekaj Goričko, ni bilo niti podrazno tega, da je Goričko primerno napram Gradiščanskemu. Jaz sem pa rekla, poslušajte, na uni strani avstrijski dobijo zlato medaljo v Ljubljani, kako to, da to pa ni vinogradniško področje. Za te strani pa da ni vredno vinograd zasaditi. Prav ste naredili, šli ste svojo pot. In bom rekla, preveč navdušeno, ko se deli tudi študij na univerzi in drobi. Treba tisti, ki začne na nekem področju, vendarle, če objavlja, da je nekaj avtohtonega, pogledati malo več kot samo tam, ne vem, do srednjega veka. Literaturo mora iskati avstro-ogrsko, mora iskati nazaj. No, in jaz sem takrat, ko so vinogradniki to pobudo dali in celo na Radgovskem sejmu je na veliko bilo šipon naša avtohtona sorta. Jaz tu, kaj? Oprostite, na podlagi česa? Ja, pa veste, pogledajte, jaz sem selekcijo delal. Selekcija je bila od 48. leta vinogradi tudi z odlokom obvezna. Pozitivna najprej, pol negativna, pol klonska. Jaz sem rekla, to ni dovolj, ampak kje je doma, odkot je prišla? Šele na OIV-ju, ko je prišel profesor Fregoni, Italijan, enkrat, ko je Ljubljana kandidirala za mesto trte in vina, in je prišel na to, ko smo morali organizirati na jugoslovanskem nivoju v Ljubljani, potem tudi eno mednarodno srečanje na to temo, in se je udeležil tudi prva aukcija vina je bila v Ljubljani. Jaz to govorim, kaj je napisano, tistega, ki zanima, ne prebere. Jaz vam govorim zgodovino. Kako je to nevarno, če se gre samo na točke, na točke, na točke na univerzi. Na univerzi se morajo seštevati samo točke, potem se kvaliteta niža. Gre na količino. Doktorate, oprostite, jaz imam občutek, da jih štancajo. Kje pa so ti doktori z vinogradništvom pa propada? Jih pa je toliko, jaz sem dolgo bila sama, da me je strah bilo. Ampak zdaj jih je pa toliko, pa se ne naredi nič. Torej, šele zdaj sem jaz tole nazaj vso literaturo pregledala, ker to ni moje direktno področje, kot je gospod Nemec tako lepo rekel, znamke ne predstavo, a veste, da je kar malo razbremenjujoče bilo, ko sem poslušala vse druge probleme. Smatram, da je to srečanje danes odlično. Torej, sem slišala, da še imate res probleme in da je probleme v tem, da ni nekih povezav med sorodnimi, tudi univerzitetnimi. Poglejte, koliko študijskih smeri imamo, koliko fakultet imamo, koliko univerz imamo. Zakaj država, gospodarstvo ne naredi plan, v kako smer mislimo mi naše, na primer, kmetijstvo razvijati? Kaj? Koliko strokovnjakov pa sploh rabimo? Kakva je nataliteta, koliko rabimo mi visoko pedagoških kadrov, koliko rabimo visokih šol, a nas ne bi, da bi kvalitetne bile, da grejo študirati nekdo ven. Agronomijo se je hodilo nekde študirati v Prago ali v Zagreb do 47. leta. To se pravi, veste, drobi se šolski sistem,
Seštevajo se samo ure, samo kandidati, samo diplome, koliko jih diplomira uspešno, koliko jih uspešno maturira. Poslušajte, to gre vse samo financirano na podlagi, bom zdaj kritizirala, ne boš me zdaj vstavil, na podlagi količine. Še 5 minut, na podlagi količine. In to, kaj ste danes tle še iznesli. Meni je na dušo šlo, hoče se predavati v angleškem jeziku. Oprostite, v angleškem jeziku še jaz takrat zame ni bilo nobene zanimive literature. Je bila nemška literatura pa italijanska. Kaj sem jaz rabila, ZDA, ki pa zdaj dobesedno nam vino pošiljajo po temle bilateralnem sporazumu, ki lahko in smejo in naša Evropska unija je na to pristala, da pride vino na našo področje in nimamo kaj pravice reči, da ne, da ni po našej zakonodaji. Da oni za mikrobiološko stabilnost dosežejo s tem, da dajo vinu antibiotik. Hej, kje smo? Vino pa ne bo zdrava in dodana vrednost. V Šepon tale, pa oprostite, da bom zdaj takle malo bolj dobro voljo končala, je že dejansko v časa Avstro-Ogrske na svetovni razstave vin na Dunaju je Lutenberger, takrat je bil pod sorto Lutenberger, celo etiketa echte Lutenberger. In tudi Prleki in vi Prekmurci, ker je menda tudi bil za Avstro-Ogrsko kot zemljemerec Georg Fischer 1678. On je izdal za tole področje tle najprej najbolj uporabno do takrat vinogradniški zemljevid in ga lahko mi celo smatramo, kot da je on za to severovzhodno Slovenijo kot neki naš Valvazor. On je k vsakemu zemljevidu tudi dodal opis najbližjega gospodarskega centra in gospodarske panoge, ki so tam uveljavljene. In on je v kartuši dodal za tale Lutenberger, za tale Šepon, ki je takrat bil pod sorto znan Lutenberger, tako so ga imenovali, niso imeli podatka Šepon, sorto, ne. Sorta pa je, jaz sem zdaj ugotovila, k nam prišla, nič ni naša avtohtona, je prišla iz Piemonta, iz Italije. In jasno 1000 let nazaj, torej okrog prvega ogrskega kralja, ki ga je okrog leta 1000 dobila Madžarska, takrat je tale prvi kralj zelo delil tale posestva in zemljo cerkve. In tu je bilo iz Italije gor veliko teh patrov, ki so na Madžarsko šli. Najprej sem jaz mislila, lahko so tudi kaj pri nas prespali, pa kako cepljenko pustili, pa se je to ta sorta širila. Prvič cepljenke še tako sploh ni bilo, ker je už prišla šele 1900 leta na prehodu 19. v 20. stoletje. Poslušajte, to je taka kriza bila, da so skoraj črtali, trta je propadala, imeli smo oidi v tistem stoletju, oidi, peronosporo, pol pa smo še uvozili in to je vse bilo iz Amerike uvoženo. Tako da smo še na koncu pol na to ameriško podlago cepili našo žlahtno sorto in smo dobili to, kar zdaj imamo. In zdaj smo v drugi obnovi, po drugi svetovni vojni bili, površine so se samo manjšale vinogradniške. Predno smo prišli do tele splošne obnove, je že bilo na našem področju sedanje Slovenije, bom rekla, sedanje Slovenije, je bilo okrog 55.000 hektarjev. Zdaj, ko smo pa v Evropsko unijo prišli, so pa zgubili naši pripoganjeni 5.000 hektarjev, ker je bilo že takrat 21.000, pa smo še Primorsko dobili mi. Jaz bom rekla, Šepon je prva znan, to si mi ti prej že rekel, ko si me pozdravil, ko sem prišla, si je rekel kislo vino. Šepon je
v preteklosti bilo pri gosti saditvi trte skoraj na tleh najboljše vino na svetovni razstavi na Dunaju. Sorta šipon ne razočara v količini pridelka, saj rodi obilno, odvisno od rezi, razočara pa pri močni obremenitvi trte in sicer posledično v kakovosti vina. Sorta šipon lahko daje ob visokih pridelkih le namizna vina, ki so tanka, izstopajoče kiselasta in skoraj redno potrebuje pomoč do sladkanja.